Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni znova v naši družbi. Glede na to, da smo kar preživeli napeto obdobje z volitvami in vse, kar spada zraven, smo končno tukaj, ko lahko povemo tudi nekaj veselega, nekaj radostnega. Namreč občina Središče ob Dravi praznuje v teh dneh, s praznovanji so tudi že začeli svoj 70. občinski praznik. Tako da se nam zdi zelo prav, da v naši družbi pozdravimo tamkajšnjega župana Tonija Jelovico. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Ja, lep pozdrav vam in pa tudi vsem gledalcem kabelske televizije. Tako lepo zveni, ne? 70. občinski praznik, ne? Če se spomnimo, oziroma če štejemo leta nazaj in se spomnimo še nekaterih dogodkov, je to dejansko ena častitljiva obletnica, ne? Za eno občino. Ja, res je, kot ste sami omenili, letos praznujemo 70. občinski praznik in pa 20 let od samostojne občine, katera je bila ustanovljena 2006. leta. Mislim pa, kaj imamo tudi najstarejši občinski praznik v Sloveniji. Oziroma vam je znano, kako se je pravzaprav to vse skupaj začelo z občinskim praznikom, zgodovina, no? Ja, res je, zgodovina gre v leto 1942, to pomeni 11. aprila, kot tudi praznujemo na ta dan občinski praznik, kajti takrat je tudi bilo največ streljenih središčanov v mariborskem zaporu in pa takratni ljudski odpor je leta 1955 razglasil, da je 11. april občinski praznik. Tega smo do leta 1958 praznovali kot občinski praznik, kasneje kot se združili v skupno občino, to pomeni občino Ormož, do leta 1991 in pa naprej do leta 2006, takrat pa je tudi bila ustanovljena sedanja občina, to pomeni, da letos praznujemo 70. občinski praznik in pa 20 let od osamosvojitve občine. No, kaj bi rekli, recimo v teh 20 letih se je občina okrepila, recimo odkar več niste krajevna skupnost, pač pa torej samostojna občina? Ja, res je, takrat, ko smo se odcepili od občine Ormož, je to bila prava odločitev, kajti takrat je tudi občina, ki se je ustanovila urano v letu 2007, možnost imela, da se prijavi na te finančne perspektive, to pomeni, da so lahko direktno prihajali do sredstev in od takrat naprej se tudi središče razvijalo, to pomeni na vseh področjih, kar se lahko tudi vidi danes, to pomeni, da to bila pravilna odločitev. No, kar se tiče krajevnega praznika, letošnjega, torej jubilejnega 70. ste pripravili, mislim, da okrog 30 različnih dogajanj, dogodkov, prireditev, vsega bo, ne, v teh dneh. Ja, res je, kot vsako leto se v začetku januara dobimo z vsemi društvi, s katerim naredimo plan za celo leto. Moto nam je to, da prireditev je samo ena na vikend, to pomeni, da ne bi bilo več prireditev, ker takrat se tudi občani in pa kateri se udeležujejo teh prireditev razdrobijo. Nam pa je tudi interes, da ima društvo, ki jih imamo dosti in so tudi uspešna in jih lahko tudi pohvalim, da pač pripravijo prireditve v sklopu društva in se lahko tudi vsi udeležijo, to pomeni ne samo naši občani, ampak tudi širše. Tako smo tudi letos pripravili ta praznovanje 70. občinskega praznika, kot smo že tudi vabila poslali, to pomeni od 20. marca pa vse do konca meseca maja. No, to je pravo praznovanje, ne? Praznovanje, ki traja v bistvu. No, za nami je že 5 prireditev, ne? Tako da, ja, seveda tudi Presmec je bil, gotovo je treba povedati, da vaša godba 140. obletnico praznuje in temu primerno so tudi spletli torej Presmec, ki ste ga odnesli torej v nedeljo, na cvetno nedeljo na žegnanje. Mislim, da je to tudi ena taka lepa gesta, ne? Na tak način. Ja, res je, kot ste že sami omenili in kot sem že sam omenil, smo z prvo prireditev pričeli z rezom trte, katere smo dobili najstarejša trta z Lenta, to pomeni, katero smo 2024 pridobili skupaj z turističnim društvom Središče ob Dravi. Takrat smo jo tudi zasadili in letos smo pač imeli tudi uradni praznik, ki smo pričeli z rezom trte. To pomeni, tu je tudi sodelovalo turistično društvo in pa ljudske pevke kulturnega društva Obrež in pa, kot ste že omenili, tudi Presmec, to pomeni, godba letos praznuje 140 let in so se odločili skupaj z gasilskimi društvi in vsemi ostalimi društvi, da tudi pripomorejo, da ta Presmec so tudi prinesli k
Svetemu duhu na grobe, to pomeni kvarni cerkvi. No, prireditev bo torej še in še, kot sva že povedala. Sedaj preveč bi bilo, da vsako posebej naštejeva, v glavnem že jutri, torej v torek, 31. marca bo predavanje zgodovinarke Marije Hernja, ne? To je tudi nekaj posebnega. Ja, res je, v ta program smo vključili tudi knjižnico Ormož, to pomeni, da tudi se pove malo o zgodovini samega središča. To pomeni, da tu sodelujejo ne samo društvo, ampak tudi krajevna knjižnica oziroma knjižnica Ormož oziroma podružnica Središče ob Dravi. To pomeni, da tudi spoznamo tudi te mlajše rodovi, da pač poznajo zgodovino občine Središče ob Dravi. Morda bi veljalo tudi izpostaviti razstavo, ki bo spet na Grabah. Kakšna razstava bo pravzaprav to? Razstava velikonočnih dobrot? Ja, to bo razstava velikonočnih dobrot in pa vse vezano na veliko noč. Sprva je bilo planirano v vaškem domu Grabe, ker pa so razstavo to malo tudi razširilo in vklopili tudi še krajinski park, se do to sedaj vse skupaj preselilo v Farno cerkev, v župnišče, v dvorane, tako da je tudi malo na večjo, tako da to tudi lahko spoznali te znamenitosti občine Središče ob Dravi, kot so krajinski park, kaj vse se dogaja v krajinskem parku in pa tudi vaški odbor Grabe z drugimi člani tudi pač prirejajo to razstavo, vse v sklopu Velike noči. No, pravzaprav se na Grabah vedno kaj dogaja, ne? So kar aktivni prebivalci tega območja Grabe. Ja, res je, Grabe so aktivni čez celo leto, to po mojem imajo kakšne ideje in te ideje tudi uresničimo. Tu jim tudi pač občina pomaga. Veseli pa je me to, da pač ta prireditve, ki so namenjene vsem, ne samo mladim, starejšim, ampak za različno populacijo, tako da tiste prireditve, katere imajo, so tudi lepo obiskovane. No, zanimivo je to, da pri vas v Središču ob Dravi se kar čuti to eno medgeneracijsko sodelovanje, ne? Vse posod najdeš mlade, pa starejše, pa najstarejše, tako da ste verjetno kar ponosni na to, ne? Ja, res je, kot sem že sam omenil, imamo dosti društev. Od začetka, kot sem prišel na županovanje, mi je cilj bilo, da te prireditve, katere se dogajajo v občini, to pomeni, da bi se društva med sabo povezovala. Imamo različna društva, od športnih, kulturnih, to pomeni, da na te prireditve prihajajo tudi od najmlajših do najstarejših, to pomeni, da se društva tudi med seboj povezujejo, s tem tudi krepimo to vez med občino, društvi in pa vsemi občani in pa s tem se tudi mi predstavljamo kot v občini širše in pa tudi onkraj meja. No, morda bi veljalo še enkrat poudariti, da torej ta razstava ne bo v vaškem domu, ne? Na Grabah, pač pa v župnišču. V župnišču, ja. No, tako da bodo vedeli. Ja. In ta dvorana je primerno velika, ker vaški dom je dejansko malo majhen, ne? Ja, res je, vaški dom je majhen, ta dvorana je malo večja, tako da bude ta prireditev v tem, ker to pomeni, kot sem že sam omenil, vaški odbor se potrudil, iščejo razne, kateri bi ti razstavljalci bili, ki to tudi z domačih krajev, nekaj tudi sosednje občine Ormož in pa tudi z sosednje Republike Hrvaške. No, vmes se bo seveda še dogajalo, ampak pomembna je najbrž tista osrednja proslava, ne? Najprej položitev venca k spomeniku žrtvam, ne? Ja, res je, 10. aprila v petek je položitev venca pred občinsko stavbo, to pomeni pred spomenikom NOB-ja in pa ta osrednja proslava pa bo pač 11. aprila v soboto ob 10. uri v dvorani Sokolana. No, takrat boste tudi podelili priznanja, ne? To še je tajno zaenkrat, seveda? Ja, res je, to naj bo še ostane skrivnost, kajti komisija je svoje delo upravila, sedaj pač mora občinski svet to potrditi in vabljeni vsi, da se te proslave udeležijo in vidijo, kateri so si zaslužili ta priznanja za minulo delo, s tem pa tudi spodbuda za naprej. No, kaj pravite, pomeni to vašim občanom veliko, recimo, ko jih na nek način obdarite, ne? Pač priznanje jim izročite, priznanje za njihovo delo požrtvovalno? Ja, res je, občina vsako leto razpiše razpis, na ta razpis se prijavijo društva, ki pač predlagajo svoje člane, ki so bili aktivni v preteklosti in s tem tudi se zahvalimo za to delo, katerega so upravili, s tem pa tudi spodbuda, da za naprej, da pač to, kar so naredili v preteklosti, pač prenašajo na mlajše rodove. To pomeni, da društvo diha skozi vso članstvo, to pomeni, veseli me tudi tu, da je v vseh društvih tudi mladina prisotna, to pomeni, da se
članujejo novi člani, ne samo v Godbi, ampak tudi v vseh ostalih društvih, kajti kot sami vemo, ima Godba letos 140 let in to me tudi kot župana zelo veseli, da ti starejši predajajo to znanje, ki ga imajo na mlajše rodove. S tem pa tudi krepimo, da društvo naprej obstaja in se razvija. Kaj sicer bo ta osrednja občinska proslava prinesla, seveda tudi kulturni program, kdo ga pripravlja letos? Ja, letos smo se pač odločili, da bomo malo ta program razširili oziroma malo bolj popestrili. V kulturni program pripravlja osnovna šola, kot vsako leto je tudi Godba središče zraven. Letos smo povabili tudi pevski zbor Juja in pa za na konci bodo nam par pesmi zapeli tudi Kogovski dečki. No, to bo dejansko svečano, ne polno glasbe, lepega petja in tako, kot je treba. No, potem so še vse dogajanja do konca aprila in potem še maja. Bi recimo še izpostavili kaj posebnega, da ne bova sedaj ravno vse po vrsti naštevala? Ja, izpostavil še bi, recimo v sklopu občine, ki organizira v sklopu občinskega praznika pogostitev starejših občanov nad 70 let. Ostale prireditve so v sklopu društev, ki pač delujejo v občini Središče ob Dravi, tako da vabljeni na vse prireditve, katere so. Zaključujemo pa z koncem maja, takrat bo pevski zbor Društvo upokojencev Središče 30 let in takrat tudi uradno zaključimo praznovanje 70. občinskega praznika. Torej z njihovim koncertom. No, zelo lepo. Seveda ste najbrž vsaj na to srednjo občinsko proslavo in tisti dan povabili goste, ne? Iz drugih občin. Ja, koga ste vse povabili? Ja, res je, povabili smo tudi vse sosednje občine, to pomeni občino Ormož, Sveti Tomas, s katerimi sodelujemo kot vsi trije župane, potem pobratena občina Mislinja, sosednjo občino Nedelišče, občina Štrigova, občina Gornji Mihalec in pa tudi pobratena z Osečine. Povabili smo tudi vsa društva, vse javne zavode, v kateri smo tudi ustanovitelji in pa na tej prireditvi bomo pač tudi podelili ta najvišja priznanja tem prejemnikom, v katerih še naj ostane skrivnost. Zato vljudno vabim vse, da se pač te proslave udeležijo in takrat bodo tudi videli, kateri so nagrajenci. No, iz Mislinje ne bo letos gostov? Bo, seveda, ki bo, kot se pomeni, pobratena občina Mislinja, tako da pride tudi z županom na čelu tudi občani občine Mislinje. No, to je kar zahtevno, ne, gostiti toliko ljudi od vse posod. Kaj se recimo dogaja, kdaj pridejo, kam jih povabite, razen da pridejo na to proslavo? Ja, kot že leta prej, pač to tradicijo, ki je pač pobratena z občini Mislinja, se pač vsako leto udeležujemo občinskih praznikov, tako se oni udeležijo našega in mi se udeležimo njihovega. Pridajo pred prireditvijo, to pomeni, ki je osrednja prireditev, takrat sledi pogostitev v telovadnici za vse občane, kateri so pač na prireditvi, takrat pa jim tudi po tej proslavi, pa po tej pogostitvi jih pač peljamo razkazovati naše znamenitosti. Letos smo se pač odločili, kajti smo skupaj z vsemi tremi občini v destinaciji Jeruzalem, Slovenija. V lanskem letu je bilo otvoritev gradu in je bilo smiselno, da jih tudi povabimo v grad, da si ogledajo to razstavo in pa ta otvoritev novega zvonika. Ja, to pa je zelo pametno, ne? Mislim, fino, super. No, v glavnem, takšni prazniki občinski so tudi morda priložnost za en takšen pregled dela. Verjetno ste tudi pripravili govor, ne, v tem smislu, ampak za tiste, ki ne bodo zraven, bi veljalo morda narediti tudi en takšen pregled. Torej dosežke minulega leta in vse, kar lepega se vam je dogajalo, pa morda tudi kakšen problem. No, katere bi recimo investicije in pridobitve lahko izpostavili torej v letu 2025? Ja, res je, v letu 2025 je bil zaključni račun, to pomeni proračun občine je bil v višini 3,5 milijona evrov, od tega je bilo 1,5 milijona investicijskih, to pomeni zaključili smo 3 večje investicije, katere oziroma so tudi manjše. Zaključili smo investicijo Lipje, druga faza, tukaj je bilo tudi sofinancirano z Ministrstva za kohezijo. Potem smo uredili fizioterapijo, kjer smo sredstva pridobili z uredbo vlade in pa dokončali smo tudi športno igrišče, to pomeni dovozno pot, parkirišče, atletska steza in pa pomožno igrišče z umetno travo, katere smo pričeli v letu 2024
in pa končani v lanskem letu. Tu pa je tudi bilo sofinancirano z Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem. Del sredstva smo tudi pridobili iz Fundacije za šport in pa Nogometne zveze Slovenije, tako da smo tisto investicijo v lanskem letu tudi zaključili. To pomeni, da sedaj to predstavlja kot eno celoto in to lahko pač uporabljajo vsi uporabniki, naši občani in pa tudi kateri drugi se pač udeležijo raznih prireditev, katere so v sklopu nogometnega kluba oziroma v organizaciji osnovne šole Središče ob Dravi. No, se opravičujem, ampak naj bo malo, ne, ker smo ravno pri nogometnem igrišču. Kaj se z vašimi nogometaši dogaja v Središču? Ja, res je, v drugem delu prvenstva letos pač ne bomo imeli člansko ekipo, vendar glede na zagotovila vodstva bomo v jesenskem delu, to pomeni v 2026-2027, članska ekipa spet bo, tako da brez skrbi, podmladek je, to pomeni, da mlajše selekcije dobro delujejo. Rak rana pa je tu verjetno stalno pri članski ekipi, ker do sedaj že dolgo let, odkar sem že bil jaz trener, sem imel zadnjo generacijo mladincev in sedaj imamo te selekcije popolnjene, to pomeni, da iz kadetov lahko pridejo tudi mladinci in ti mladinci lahko tudi nastopajo v članski ligi oziroma v članskem prvenstvu, tako da, kot sem že omenil, zagotovo bo v sezoni 2026-2027 tudi članska ekipa. To pomeni, kadar je trenutno problem? Ja, problem je kadar, igralci so nastale tudi neke poškodbe, tako vse eno z drugim in pač se niso se stvari poklopile, kot bi rekli po domače, in se pač tako odločili, da se ta drugi del pač izstopi in da nadaljujejo v sezoni 2026-2027. No, vi ste torej včasih bili aktiven nogometaš? Ja, včasih sem bil aktiven nogometaš, proti koncu pa sem tudi treniral mladinsko ekipo. No, kaj še vse? V lovski družini ste, lovec ste? Kaj so še pravzaprav vaši hobiji? No, naj bo to za intermezzo malo. Ja, hobiji so bili prej, sem se v nogometu kot igralec, potem kot trener. V tem času sem tudi bil pri gasilcih, sem imel razne funkcije, ne samo kot predsednik domačega društva, bil sem tudi predsednik Gasilske zveze v takratni skupni občini Ormož, potem sem bil predsednik Gasilske zveze, domače Gasilske zveze. Tu smo takrat te funkcije, ko sem zaključil, pa sem se pomalem tudi priključil lovcem, tako da še sedaj sem aktiven pač pri lovcih in pri gasilcih, pri nogometaših toliko ne. Grem pa še stalno na kako tekmo pogledam, kajti tudi mlajši sin igra nogomet in z veseljem grem pogledam te male nadobudneže, ki upam, da bodo prerasli v prave športnike in da lahko po teh kategorijah, ki pač gre od najmlajšega do najstarejšega, tudi nekoč igrali v članski ekipi. No, saj to se tudi tako reče, ne? Enkrat ljubitelj nogometa, vedno ljubitelj nogometa. Res je, ja. Tako je to. No, kje smo pri investicijah, smo ostala, torej, kaj ste še želeli povedati? Tudi en električni kombi ste nabavili, menda, ne? Ja, pred tem bi še omenil, da smo pač napravili sončne elektrarne, to pomeni, sofinanciralo bilo prek MOPE-ja, to pomeni na vrtcu, osnovni šoli in pa telovadnici. S tem bomo pač zmanjšali strošek električne energije. To smo tudi dobili sofinancirano v višini malo manj kot 100 000 evrov. Nabavili smo tudi en kombi za režijski obrat, kateri je bil prej v slabem stanju in smo pač mogli ga zamenjati. Pridobili smo tudi električni kombi za prevoz šolskih otrok. Tu smo imeli že od takrat, ko sem prišel na županovanje, so bile šolske linije urejene in takrat so nam tudi v letu 2024 ukinuli šolsko linijo. Takrat smo pač skočili z prevoznikom, kateri nam je tudi to storitev upravljal, to pomeni, da nam je vozil otroke v osnovno šolo. V lanskem letu pa je pač bil razpis, na katerega smo se prijavili in smo dobili 80% sofinanciranja, to pomeni, kombi je prišel 46 000 evrov, 8 000 evrov je dala občina lastnih sredstev, to pomeni, zagotovili smo šoferja, to pomeni, sedaj imamo pač prevoz šolskih otrok, gre redna linija po glavni cesti, to pomeni Obrež-Grabe Središče, z tem električnim kombijem pa pač vozimo otroke iz naselja Šalovec in pa Zgodenince. In je dovolj prostora v kombiju? Ja, je dovolj prostora, v primeru, da je otrok več kot za enega kombija, se ta kombi obrne in še pobere druge otroke, vendar so to kratke relacije, tako da ni problema. No, fino.
Ja, v zaključni fazi je tudi obnova stanovanja v Slovenski cesti. Ja, tu že kot Kje je to? takrat, ko sem prišel za župana, smo začeli tudi ta stanovanja tudi nekaj renovirati. Kje je to natančno? To je v Slovenska cesta 18, to je pred šolo. Tu je občina pač lastnik enega stanovanja, katerega smo tudi preuredili. In smo te stanovalce, katere so bili prej na stari vagi, nekaj uredili na bregu, to pomeni, da pač vlagamo tudi v stanovanja, to pomeni, da ta stanovanja tudi obnavljamo, ker ti najemniki so kot socialna stanovanja in pa tudi eno stanovanje, tudi neprofitno stanovanje. To gre za hišo? To je hiša, v katerem so 3 stanovanja, od tega je eno občinsko stanovanje, malo manjšo, in pa druge 2 stanovanji sta v privat lasti. Seveda ste tudi vso pozornost namenili prometni strategiji. Kaj je tukaj bilo postorjenega? Ja, tu smo se tudi na en razpis prijavili, katerega smo dobili tudi 100% sofinanciranje, to pomeni celostno prometno strategijo za naprej, to pomeni ta prometna strategija, da nam služila v te primere, kajti ko se prijavlja na kakšne razpise, je pogoj, da pač imamo to celostno prometno strategijo. No in kaj recimo bi ta strategija prinesla te spremembe? Priporoča, kakšne so varne vožnje, to pomeni vključeno je tudi kolesarske povezave, umirjanje prometa, ki se pač načrtuje v sklopu občina, katera bi pač se prijavila na razne razpise, ki bi pač dobili sredstva, sofinancirske deleže. To pomeni s tem, da pač, kot sem že sam omenil, je pač pogoj, da kateri bodo pač ti razpisi v trajnost in pa mobilnost, da je pač pogoj, da imamo pač izdelano to občinsko prometno strategijo, da se lahko na te razpise prijavimo in pač tudi črpamo kakšna evropska sredstva. Kako ste pravzaprav zadovoljni s črpanjem teh sredstev nepovratnih? Kot smo slišali, je kar nekaj ste pridobili teh sredstev, ne? Ja, res je, pridobili smo kar nekaj sredstev, kot sem že omenil, pač predpogoj pa je pač, da moraš take strategije oziroma pridobivati gradbena dovoljenja, predtem mogoče kakšne služnosti, mogoče kakšno parcelo tudi kupiti, da lahko pač pridobiš gradbeno dovoljenje, kajti pogoj za te razpise je, da ima pač občina gradbeno dovoljenje. No, kako je pravzaprav s temi dokumenti, s pridobivanjem projektne dokumentacije? Kako ste uspešni s tem? S pripravo projektov v bistvu? Ja, res je, v lanskem letu smo kar nekaj projektnih dokumentacij kot za samo Orlano. Smo pač bili v lanskem letu pač neuspešne. Prijavili smo se tudi na razpis za vrtec, kjer smo tudi pridobili gradbeno dovoljenje za obnovo in pa rekonstrukcijo. Tu lahko rečem, da smo gradbeno dovoljenje dobili v roku 4 mesecev. To pomeni, ta firma projektantska, katera je to izvajala, se je zelo dobro potrudila. Sodelovali smo tudi z vsemi soglasodajalci, tako da smo pač mi kot občina priskrbeli te soglasodajalce, da so lahko oni normalno projektirali. Vendar je rak rana vse posod birokracija, to pomeni, da moramo imeti razne papirje in pa pač uspešnost je pač odvisno od izbora tega projektanta in pa kako hitro dajo soglasje posamezni soglasodajalci. Glede izdaje gradbenega dovoljenja, to pa lahko rečem tudi pohvalim upravno enoto, da me tudi priskočila na pomoč, kajti na takšna sredstva, ki se pač prijavljamo, nam je pač interes, da čim prej dobimo gradbeno dovoljenje, da je tudi pogoj, da se lahko pač prijavimo do te razpise. Za Orlano je nekaj malega zmanjkalo, ne? Mislim, da neka točka samo. Ja, res je, za Orlano je zmanjkalo čist malo, enako je tudi zmanjkalo za vrtec. Sredstva so tam bila, v sklopu so bile 3 sklope, to pomeni sklop za vrtec, osnovno šolo in pa osnovne šole z posebnimi potrebami. Tam pri sklopu vrtec, katerega smo mi prijavili našo investicijo, jih je bilo odobrenih 28 občin, mi smo bili na 29. mestu, so pač bili določeni parametri, oziroma katere smo pač mogli slediti. Mi smo tiste v primeru gradbenega dovoljenja dobili vse, vendar pa nas je ta kazalnik negativni prirast, tu pa smo pač dobili negativne točke in pa vlogo samo smo dali zadnji dan, zato ker smo pač še mogli pridobiti pravnomočnost gradbenega dovoljenja in takrat smo bile 4 občine z enako številnimi točkami in zadnji kriterij, ki je verjetno odločal, je bila ura. Ura, kdaj smo oddali, to pomeni, mi smo oddali
najkasneje v teh vseh treh, tako da smo. No, kako je to v bistvu pikolovsko, ne? Ja, ampak vi verjetno sedaj čakate na ponovne kakšne takšne razpise, ne? Ja, razpise ponovne. Do 5. maja je odprt razpis, na katerega seveda sedaj, ki imamo gradbeno dovoljenje, smo tudi prijavili. To prijavo bomo dali čim prej, v primeru, da imamo enako število točk. Upam, da bomo to prijavo prej dali in te pač to prednost imamo tudi s tem, kdaj se pač ta vloga vda na ministrstvo. No, predlagam, da v nadaljevanju na nek način specificirava te neke pridobitve, vzdrževalna dela po naseljih, ne? Zdi se mi, da to tudi zanima vse vaše krajane, kaj je recimo bilo postorjenega v Godenincih, v Središču, v Grabah, v Obrežju, Šalovci. Ja, res je, kot vsako leto tudi je moj cilj, da se sanira oziroma nekaj vzdržuje tudi po vseh ostalih naseljih, to pomeni enakomerno. Ne morem reči glih, da vsako leto enakomerno. Recimo v zadnjih 2 letih smo v Godenincih uredili javno razsvetljavo in pa tukaj smo šli skupaj z Elektrom Ptuj, s katerim smo se tudi, imamo dober odnos in pa posluh, kajti tam smo tudi uredili kako bi rekel, električne sohe, katere so bile, smo dali vse kable v zemljo, kajti kot sami veste, v zadnjem neurju, ki je bilo dosti poškodovanje tega električnega omrežja, tako da s tem tudi nadaljujemo. Nekaj smo v lanskem letu tudi v naselju Obrež. Imamo pa prioriteto, to pa imamo skupaj dogovor z Elektro Ptuj, da bi čim prej oziroma v najkrajšem možnem času to vso visoko napetost, katera je po naseljih, spravili v zemljo, s tem bi tudi zmanjšali v kakšnih neurjih te izpade električne energije. Uredili smo tudi tok okroge, to pomeni, prej so bili ročni, sedaj je to avtomatsko, to pomeni, če zmanjka električne energije, lahko oni v roku 1 minute takoj, ko bi rekel, spravijo to električni tok do ostalih odjemalcev, to pomeni, izključijo samo tisti del, kateri del je poškodovan. No, to je velika stvar v bistvu, ne? Ja, res je tudi sedaj, ki smo se tu prijavili oziroma prek dogovoru za razvoj regije, ureditev, ozelenitev trga. Tudi tu imamo v sklopu tega, da se ta električna napeljava, katera še je na sohah, počasi gre v zemljo. To pomeni, da se tudi za Telekomom in pa z vsemi ostalimi, kateri še ima te drogove, da bi te drogove spravili v zemljo, kajti takrat bi tudi okolica in pa ulice lepše izgledala, kot sedaj, ko so ti drogovi. No, v samem Središču ob Dravi ste tudi ta ogledala nekaj, ne, nastavljali? Ja, na teh kritičnih mestih smo tudi ogledala, kot sem že sam, smo te javne poti gramozirali, vsako leto vzdrževali. Tudi te obstoječe asfaltne površine, ki so določene razpoke, smo tudi te razpoke, to pomeni, da se držimo tega, da to tisto obstoječo infrastrukturo, ki jo imamo, da jo tudi redno vzdržujemo. In pa tudi vsako leto mogoče tudi kakšni kratek odsek asfaltiramo. To pomeni, da pač se dogaja po celi občini, po vseh krajih, da se tudi nekaj dogaja, tako da ni samo skoncentrirano na Središče, ampak da v sklopu na predlogih vaških odborov in pa svetnikov, da pač te uredimo te, kako bi rekel, kritične točke, ki so v teh naseljih. No, predstavljam si, da ni ravno enostavno, ne, koordinirati vsa ta dela, potem pravzaprav želje občanov, ne, je to kar težka naloga, verjetno, da torej odločite, kaj je treba prej, kaj kasneje. Ja, res je, že pri sprejemu proračuna oziroma preko ga damo v razpis, pač pozovemo vse vaške odbore in pa tudi svetnike, da dajo tudi neke predloge. Te predloge probamo čim bolj uskladiti in pa uvrstiti v proračun, vseh ne moramo naenkrat. Gledimo pač tisto, kaj je kritično pomembno, da pač te osnove, katere pač morajo imeti občani, to pomeni prevoznost cest in pa tudi v to vlagamo tudi v objekte, to pomeni, da ne vlagamo samo v šport, tudi v kulturo in pa vse ostalo, tudi v društva. Razni razpisi so tako, da je razgibano. Smo mala občina z malimi zaposlenimi, to pomeni, da težave, ki se pojavljajo, jih probamo sproti odpravljati. Mogoče se tudi kakšna težava pojavi oziroma se zgodi, ki nimamo pač predvidene v proračunu, tako da jaz pravim, ker je proračun živa stvar, to pomeni, da se nikoli ne veš, kaj te jutri čaka.
Tako, ja. No, torej, na Grabah ste zamenjali svetilke, ne? To je tudi kar dosežek. Ja, svetilke. Lepo izgleda, ne? V nastopu mojega mandata zamenjali smo tudi že takoj v začetku to razsvetljavo, ki je bila v Farni cerkvi in pa v središču. Menjajo se tudi obstoječe, ki so bolj potratne, z manj potratnimi, s tem tudi prihranimo neke energije. Vlagamo pa tudi v novo javno razsvetljavo, to pomeni v primeru, da gre kateri elektro, pa se skupaj dogovorimo, ki bomo pač vsako leto nekaj uredili. Tudi v Obrežju, ne, je bilo nekaj takih stvari rešenih? Ja, v Obrežju smo tudi uredili na sami dvorani, pravim tudi že kot teh, kako bi rekel, odvodnjavanja pri cestah, na kmetijskih površinah, redno vzdrževanje teh obstoječih makadamskih. Sedaj tudi prek razvoja regije smo dobili kolesarko, to pomeni, da bomo en del te kolesarke, katera poteka na južni strani železnice, uredili v dolžini 1,2 km, ki je makadam, in pa tam drugi del, nekje okoli 800 metrov, ki še nam je ostalo. To pomeni, da to kolesarko povežemo od stopa na kolesarko, ki se pride v Obrežju, in da se ta kolesar lahko pelje čez vso kolesarko ob železnici. Včasih pa ti kolesari tudi pridejo, kot ste sami omenili, ta vaški trikotnik Grabe. Tu imamo tudi pitnike, tako da lahko tudi pridejo pa si ogledajo tudi znamenitosti središča Drave. Tudi v Šalevcih, ne, je bilo urejeno? Ja, v Šalevcih smo planirali prvo urediti en, kako bi rekel, krajši odsek poti, vendar, ker je pač zima svoje naredila, smo mogli pač to glavno cesto, katera bi se nam bankine porušile, pač mogli urediti odvodnjavanje, tako da smo pač tista sredstva, ki so bila namenjena, pač preusmerili v to. To smo se tudi skupaj dogovorili, tako da vse te, kako bi rekel, nepredvidena dela pač se skupaj dogovorimo z vaškimi odbori pa z svetniki, kateri pač delujejo na posameznem naselju. No, tudi cestna signalizacija v Šalevcih, ne, je bila porihtana? Ja, res je, tu smo tudi glede cestne signalizacije tiste najbolj kritične točke tudi zamenjali. Dejstvo pa je, da smo tudi napravili pregled celotne prometne signalizacije in po tem popisu bi mogli zamenjati več kot 30 prometnih znakov. To pomeni, to je visoki finančni zalogaj, tako da postopoma te tudi zamenjamo v skladu s finančnim načrtom in pa najbolj tiste kritične odseke, katere ceste so enakovredne oziroma je pač smiselno, da se ta prometni znak nastavi, kajti tisti udeleženci, kateri niso tu, glede pač na prometne znake tudi se lahko uvrščajo oziroma tako, da bi bilo čim manj teh prometnih nesreč. Problem je tudi, da pač bomo letos napravili talne označbe, to pomeni proti naselju Godeninci, kajti ta sredinska črta se več ne vidi in po novem zakonu več ne more biti sredinske črte, kajti je cestišče preozko. To pomeni, da letos bomo pač nekaj parkirnih mest tudi na novo označili in pa to glavno cesto središče Godeninci, to pomeni vsako leto nekaj. Ne moremo vsega naenkrat, to pomeni postopoma, gledimo pa pač po tistih prioritetah, katere ceste so bolj prevozne oziroma na katerih se prometa odvija največ. No, seveda tudi investicije v osnovno šolo in v vrtec je bilo kar nekaj, ne, takšnih zanimivih. Ograjo ste popravili. To so morda malenkosti, ampak vseeno, ne? Ja, ograjo okrog vrtca, potem... Res je, to so male investicije, ki so tudi zelo pomembne, kajti jaz mislim, če je mala investicija, je mogoče več nekdo bolj zadovoljen kot pa tiste večje. Tu smo tudi dotrajano ograjo zamenjali tudi na nogometnem igrišču, na rokometnem je bila ograja dotrajana, potem tudi pri osnovni šoli. Potem smo tudi del ograje zamenjali in pa vrata oziroma so bila že v slabem stanju. Potem smo tudi panje odstranili, kateri smo tudi nekaj dreves posekali za voljo teh vremenskih neprilik in so se drevesa sama podrla in tudi nevarnost teh panje, v kateri so ostali, smo pač mogli odstraniti za varnost teh otrok, kateri so vrteci. Nabavil se tudi novi traktor, tako da te investicije, ki se dogajajo v sklopu vrtca in pa v sklopu šole, se dogovarjamo sproti z ravnateljico osnovne šole. Traktorska kosilnica torej. Ja,
tudi. No, kakšen je pravzaprav, kako je težak vaš proračun? Ste omenili to že, občine Središče ob Dravi? Sem omenil, smo v lanskem imeli realizacijo 3,5, letos je malo več kot 4, smo tudi vključili določene te investicije prek dogovora za razvoj regije in pa pač neke projekte imamo tudi že na zalogu oziroma smo jih pač prej si pripravili in če do kakšni ugodni razpis, na katere se lahko prijavimo, to kot sem že omenil za Urlanu, pa vrtec, tudi neki manjši projekti, to pomeni za kakšne javne poti. Tako da... Kar se tiče vrtca, imate v mislih novogradnjo ali prizidek ali obnovo? Ne, tu v prvem razpisu, v katerem smo pač bili neuspešni, rekonstrukcijo do zidava in po sklopu tega tudi še ureditev parkirišča in pa dovoza. Aha, to pomeni ta del, ne? Ker se je govorilo tudi o novogradnji, ne? Ja, govorilo se o novogradnji, vendar smo glede na... Bo vzdržno še en čas. Se tudi v ta stari del objekta tudi nekaj vlagalo, to pomeni se uredilo ovoj in pa sedaj smo dali sončno elektrarno, smo že tudi takrat, ko smo se za ta projekt pripravljali, tudi tako pač projektirali, zamenjali, to pomeni, da smo se pač odločili za rekonstrukcijo notranje stavbe in pa prizidek novogradnja, pa te tudi parkirišča. No, kako pa občina pomaga torej društvom, pa kmetijstvu, pa gospodarstvu, tudi nekaj razpisov, ne v teku leta imate? Ja, res je. Kako se prijavljajo? Ja, vsako leto, v začetku leta pač damo razpise, to pomeni za društva, turistična društva, to pomeni ta športna društva, pol tudi damo razpise za kmetijstvo in pa gozdarstvo, oziroma kmetijstvo in pa gospodarstvo, tako da tu so razpisi že od začetka leta, to pomeni, da lahko te investicije, ki so se začele z letošnjim letom, tudi prijavijo. Imamo 2 roka, to pomeni, da se lahko na prvi rok, v primeru, da v prvem roku še ostane kaj sredstev, se ta razpis nadaljuje, tako da imajo možnost vsi občani, da se na ta razpise tudi prijavijo. Imamo tudi za kulturno društvo, to pomeni za vsa društva damo v začetku leta te razpise, poseben razpis pa je za gasilce, s katerimi kot župan podpišem za upravljanje javne gasilske službe, tam pač imamo v proračunu določeno sredstva zagotovljena, to pomeni za delovanje 2 gasilskih društev, pol še tudi za delovanje gasilske zveze, tam imamo sredstva tudi namenjena za izobraževanje in pa zavarovanja. V sklopu tega pa so tudi sredstva namenjena za, oziroma kot je središče namenjeno za nakup sredstva, ki jih pač vsako leto damo v proračun, s katerimi se pač odplačuje ta kredit, katerega je gasilsko društvo najelo za novo vozilo. Je pa v lanskem letu tudi bilo poplačano strani občine tisti zadnji del anuitete, ki ga pač občina mogla priskrbeti za plačilo obrškega gasilskega vozila. Je pa še tudi tu požarna taksa, v lanskem letu je bilo to okoli 19 000 evrov, tu se razpiše, tu se glede na ta požarna taksa prihaja mesečno in tu se društva pol razdelijo sredstva za nabavo opreme. No, morda bi še kakšne ostale te investicije v okviru lokalne akcijske skupine, ste tudi bili nekaj uspešni. Je to bilo, mislim, da grill and beer, nekaj teh projektov zanimivih takšnih? Ja, res je, tu se tudi prijavljamo te male projekte. V lanskem letu smo ta uspešen projekt grill and beer, to pomeni, tu sodeluje občina z domačimi lokalnimi ponudniki, to pomeni pivovarna Skoliber, potem je bila občina, potem je bilo še tudi 2 ostali, oziroma kmetija Kolarič in pa kmetija Kelemina, to pomeni, da smo se tu prijavili na en skupen razpis, katere do ta, kako bi rekel, ki imajo tudi dopolnilno dejavnost, da tem pač spodbujamo, da pač probamo čim bolj spodbuditi k temu, da bi pač imeli dopolnilne dejavnosti, to pomeni, da bi lahko tudi kateri občani, ki pridejo lahko na raznih prireditev, ponujali te domače lokalne dobrote. V lanskem letu smo se tudi še na en razpis Lasa prijavili, katerega smo pač uspešni, čakamo samo tudi še na potrditev, to pomeni na pristojnih ministrstvih. Tam pa smo se prijavili občina za nabavo opreme v Sokolani, neke tehnične opreme,
Nabavili bi tudi ta premični oder, katerega nimamo, ki si ga moramo vsako leto sposojati. Godba bi si v tem projektu nabavila nove obleke, to pomeni, kot sem že prej omenil, 140 let, in pa nekaj teh čevljev in pa oblek bi si tudi nabavila folklorna skupina Obrež. No, zanimivo. Upam, da bo vsaj za godbo, ne ob obletnici, uspelo pridobiti ta sredstva. Res je, to pomeni, ker se tudi te male projekte prijavljamo tako, da sledimo vsem razpisom, kajti s tem tudi oplemenitimo pač naš proračun, tu so sredstva občinam, pa društva tudi morajo nekaj zagotavljati, vendar če s tem mi vložimo nešni evro in vsaki evro na evro, to pomeni, da tudi obogatimo in pa pomagamo društvom tudi, da si pač preskrbijo to opremo, katero rabijo. No, glede na to, da ste obmejna občina, dobite kakšna posebna sredstva z države, recimo? Ja, kako je to? Vsako leto dobimo tudi nekaj sredstev za obmejne občine, to pomeni, v lanskem letu smo uredili z teh sredstev dovozno pot in pa razsvetljavo še. V letošnjem letu pa, ko bomo pač sredstva pridobili, pa bi pač asfaltirali en krajši odsek. No, koliko je to denarja, recimo, če ni skrivnost? Tam nekje okoli, odvisno od številu ilegalnih teh mejnih prehodov, se sredstva gibljajo, manj teh ilegalnih prehodov, manj sredstev dobimo, tako da nikoli ne veš, koliko je, po drugi strani pa si želim, da bi bilo čim manj teh ilegalnih prehodov, potem tudi posledično manj sredstev dobimo. No, kar se tiče migrantskega centra, s katerim so vam grozili, to je vse utihnilo, ne, v tem času? Ja, res je, upam, da smo to zgodbo zaključili, ker to je bilo en veliki preplah. Tu bi se še enkrat rad zahvalil vsem tem občanom in občanom, ki smo vedeli, da stopimo skupaj, če nas katerikoli pozna v zgodovini, znamo v takšnih trenutkih tudi skupaj stopiti in takrat smo tudi vladi pokazali, da ta, kako bi rekel, azilni dom ne sodi v našo občino. No, kar pa zaradi česar pa je vaša občina dejansko postala zelo popularna, ne, pa je torej dejstvo, da ste prvi v Sloveniji, prva občina v Sloveniji, ki torej dajete sredstva družinam, ki imajo prvošolce za vstop v vrtec, ne, za novorojence pa itak. Ja, res je, tu smo pač, kot sami veste, smo občina za starejšo populacijo, zato tako investicije tudi oziroma urejamo, oziroma se pač prijavljamo, da vse te nove investicije, katere so pač večinoma v središču, da je tudi za vse ostale generacije. Glede na samo število rojstev, kot sem že prej omenil, smo pač verjetno ena izmed prvih občin v Sloveniji, ki smo pomagamo vsem tistim, kateri se vpišejo v vrtec, da dobijo denarno pomoč, enako pa tudi dobijo denarno pomoč, ko grejo prvič v prvi razred, s tem pač staršem onemogočimo, kajte vemo, kaj te potrebščine niso tako poceni in jim pač z enim simboliziranim zneskom tudi pač gremo nasproti in upam, da bo to tudi pritegnilo katere druge, da bi se pač priselili v našo občino in s tem bi tudi število prebivalcev povečali. No, vsekakor je to, mislim, je stimulacija, ne, ampak vseeno težko, ne, da bi kdo recimo imel zaradi tega več otrok, kljub temu, da torej imate kar, ne, za novorojenca prvega, mislim, da 300 evrov, ne? Ja, za prvega novorojenca je 300 evrov, za drugega 400, za tretjega 500, v primeru dvojčkov se ta znesek poveča za 20%, potem imamo vstop v vrtec 100 evrov, vstop v šolo v prvi razred 150 evrov in pa v primeru, da se ta mlada družina, smo tudi odlok spremenili oziroma popravili, da sofinanciramo tudi komunalni prispevek v višini 50%, vendar največ do 2500 evrov. Pol imamo tudi subvencije za čistilne naprave, to pomeni, da probamo čim bolj biti prijazna občina in pa, kajti sami veste, stroški verjetno naraščajo in s tem tudi pravimo vsem občani na vseh področjih tudi te stroške malo umiliti. Pomaga to kaj, recimo, da ostajajo mladi doma? Ja, zdaj v zadnjem letu se je nekaj, kako bi rekel, družin tudi preselilo iz drugih občin. Pomagamo tudi recimo isto pri sofinanciranju prispevka za pitno vodo, tako da imamo na vseh področjih razne
kako bi rekel, subvencije, s tem si pač občina tudi zmanjša možnost, kako bi rekel, tistih ostalih sredstev, katere pač namenimo za investicije. Mislim pa, da če uravnovešeno delamo, da pomagamo vsem in takrat tudi, če nekaj ostane za investicije, lahko pa rečemo od takrat, kot sem prevzel županovanje, pa do danes za vse te investicije, ki so se zgodile v teh 4 letih, smo uredili sami z vlastnimi sredstvi in pa sredstvi integralnega proračuna in pa z evropskimi sredstvi. Tako da pač moto je moj, da probamo čim bolj ta denar, ki ga imamo, čim bolje izkoristiti, ga uplemenititi. So pa tudi investicije malo večje, v kateri smo pač mogli zadolžiti, da pač gremo z trendom naprej. To pomeni, da kot je recimo vrtec, potem še nam tu čaka tudi en del vodovoda, ki smo tudi pridobili gradbeno dovoljenje. Ureja se še en vodovod kraj glavne ceste, tu bi v sklopu rekonstrukcije glavne ceste. Tu je sedaj recenzija urejena, to pomeni, manjka še nam samo eno soglasje od Adria Plina. Jaz upam, da bo to v roku mesec dni, 2 mesecev urejeno. Takrat pa bi mogoče tudi pričeli z služnostnimi pogodbami, z vsemi temi lastniki, kateri so ceste, in upam, da bi se v letu 2027 začela ta rekonstrukcija glavne ceste. To pomeni od začetka Obrežja do Stare Voge, kako mi rečemo, to je malo več kot 4 kilometre. Je pa ta investicija razdeljena na 2 oziroma 3 fazi, kajti občina da je mogla tudi dati sofinancirski delež. To pomeni, ta obstoječi pločnik se bi razširil, to bi bila mešana cona, to pomeni, da bi bili lahko pešci in kolesarji in pa tudi nekaj imamo za umirjanje prometa. To pomeni, da v vstopu v samo naselje Obrež, to pomeni, ki pridemo z ormoške občine oziroma z Lopršic, da tu imamo pač malo razširjeno, kako bi rekel, otok, da se zmanjša hitrost, da potem ta vozila, ki grejo skozi naselja, pač po tistih omejitvah, katere so. Kaj pa recimo tekoče leto, no? Me zanima, sigurno oziroma verjamem, da imate kar nekaj posebnih planov, vse kakšnega enega večjega, če bi izpostavili? Ja, letos imamo, kot sem že prej omenil, za razvoj regije, imamo to zeleno infrastrukturo, tu imamo sedaj vse pripravljeno, vlogo smo dali na ministrstvo, katero nam mora potrditi, in želim, da ta potrditev čim prej pride, da bi to zeleno infrastrukturo, to pomeni ta drevesa, ki so po Trški ulici, Modrinjakovi vse do Lipja, to pomeni ta drevesa, ki so že nevarna in pa, ki bi jih odstranili, napravili novo zasaditev. V sklopu tega bi tudi razsvetljavo nekaj uredili, zamenjali. Potem z elektro imamo tudi dogovor, da bi ta električna napeljava, ki sedaj gre po drogih, se bi uredila v zemljo. Enako se bi uredilo oziroma trate šolska in pa gradišče, kajti tam je en del, prvi del zaščiteno, to pomeni ta obstoječe breze, katere sedaj so, bi odstranili, na novo posadili in v sklopu tam interpretacijskega parka bi tudi na novo zasaditev. To potem imamo tudi že, oziroma pripravljamo si tudi projekte, oziroma sedaj bomo v roku mesec dni obvestili vse tiste občane, kateri imajo zemljišča ob tej cesti, ki bi urejali kolesarsko, to pomeni, da bi pač predstavili projekt in da bi začeli pridobivati služnosti, da bi se lahko ta projekt, ki imamo namenjenega v letošnjem letu in pa zaključiti v naslednjem letu. Imamo tudi nekaj razpisov, na katere smo prijavili, pa upam, da bomo te tudi pridobili. Med temi večjimi smo se prijavili na razpis za Urlano, to pomeni, v lanskem letu smo tam uredili fizioterapijo. Cilj nam je, da bi še to Urlano uredili, to pomeni, da bi v sklopu tega šolskega kompleksa Sokolane in pa tukaj je fizioterapija in pa Urlana, da dobi neko celoto, in pa prijavljajo se, kot se že omenil, vrtec. Tako, to so neke večje investicije. Dela v glavnem ne bo zmanjkalo, ne? In priložnosti za poseben trud tudi ne. Tako, hvala lepa, gospod župan. Za konec vam želim še vprašati samo, kaj pravite na izid volitev letošnjih državnozborskih. Pač ne moremo mimo tega. Ja, res je. Državljani so se pač odločili, kako so se. Dejstvo je to dobro, da imamo pač 2 poslanca. Sedaj pa bomo videli, ali bodo ti poslanci v opoziciji ali pa do sestavili vlado.
ki se sedaj vse institucije centralizirajo bolj v večja mesta, da bi to sedaj tudi ostalo na podeželju. To pomeni, si zavzemam tudi s tem, da bi vse te zavodi, kateri so v naši, tudi ostali in pa vse ostale institucije, kot so državne. Kot sami veste, nimamo več Fursa, da bi te institucije ostale in s tem, da bi tudi približali se tem našim občanom oziroma vsem, kateri pač živijo v upravni enoti Ormož, da bi lahko te storitve opravili Tako. kot so jih pač do sedaj. Vi boste najbrž še kandidirali, tudi županske volitve nas še čakajo, ne? Ja, res je, kot sem že omenil, bom kandidiral še za drugi mandat. Se že sliši kaj za konkurente? Glede tega ne vem nič, oziroma jaz sem, kot sem že napovedal, da bom volitve pridejo tam v mesecu novembru, do takrat pa se še lahko marsikaj zgodi. Gospod župan Toni Jelovica, hvala vam, da ste si vzeli danes čas, da sva torej malo obelodanila vse, kar se dogaja v središču ob Dravi. Seveda vas tudi z naše strani želim, spoštovane gledalke in gledalci, povabiti na vsa praznovanja, na vse dogodke. Dejansko jih je veliko, verjetno so vsa vaša gospodinjstva dobila te programe, ne? Ja, res je, poslali smo na vsa gospodinjstva, obenem vas tudi prvo vabim 10. aprila na položitev venca pri spomeniku NOB-ja in pa na osrednjo prireditev, to pomeni 11. aprila v soboto ob 10. uri. No, vsekakor pa za konec še voščilnica, najbrž verjamem seveda, da kot župan želite voščiti svojim občanom, predtem pa ni pa nič narobe, ne, če z druge občine pridemo na kakšno od teh dogodkov. Ne, res je, te zloženke smo poslali vsem gospodinjstvom v občini, vidno je tudi na občinski strani in na Facebook strani, tako da so vabljeni vsi, ne samo z občine Središče, ampak tudi z sosednjih občine Ormož in pa tudi sosedov Republike Hrvaške, tako da vabljeni so vsi. No, za konec pa torej še vaša čestitka in hvala, da ste sodelovali v naši oddaji. Hvala za povabilo. Spoštovane občanke in občane, po prazniku naše občine Središče ob Dravi vam iskreno čestitam. Letos je praznovanje še posebej slovesno, saj obeležujemo 70. občinski praznik. Od takrat do danes je zgodovina našega kraja zapisala številna poglavja, v njih pa je ohranjala dogodke, dosežke in izjemne ljudi, ki jih izražamo svoje spoštovanje in poklon. Ob našem skupnem prazniku se zahvaljujemo vsem, ki ohranjate našo bogato dediščino, naravo in ustvarjate prostor za nove razvojne priložnosti. Naj nas te vrednote vodijo tudi v prihodnje, da bomo naš kraj še naprej razvijali, ponosno in skrbeli za prihodnje rodove. Hvala lepa, gospod župan Toni Jelovica, hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Bodite pa z nami tudi čez teden dni, ko pa v našem studiu pričakujemo 3 mlada dekleta, ki torej pripravljajo svoj samostojni koncert in verjamem, da bodo imele marsikaj povedati. Srečno in vse dobro vam želimo.